režiser filma Peter Bratuša. Scenaristka filma Špela Levičnik Oblak. Šolski frajer Žak Župan Galonič. Tejina prijateljica Gitica Jakopin. Gajin prijatelj Matic Anže Gorenc. Teja Neža Smolinski. In v vlogi Gaje Tara Milharčič. Tara, eno vprašanje zate za začetek. Ja. Veš, da rasturaš, a ne? Hvala. A je bila to tvoja prva filmska vloga? Prav v filmu, ja, drugače sem pa igrala že v majhnih reklamah pa to. Kako ti je všeč Gaja? Mislim, da je ona super punca, taka pogumna, neustrašna. A imaš ti tudi rada jajčka za zajtrk? Ne. Ne. Ok. Kaj pa palačinke? To pa ja. Super. Še vprašanje za Žaka. Žak, ti imaš tudi nekaj igralskih izkušenj? Ja, imam in to celo z istim režiserjem. Ne, povej. Ja, mislim, da 3 leta nazaj so snemala eno reklamo. Anže, ti tudi? V reklamah smo te že videli. Ja, v 2 reklamah sem bil, pa v eni seriji, Česnovi. In bi še igral? Bi. Bi, ok. Vprašanje za Gitico. Gitica, kako ti je bilo odigrati to mogoče malo težjo vlogo, ko se znajdete z Gajino sestro v taki malo težji situaciji? Ja, tam je v bistvu že v tisti hiši, ko smo snemali, bil tak ambient, da ni bilo tako težko. Ampak naša učilca igre Manca, pa tudi Boris Ostan, ki je z nami igral v tej sceni, so nama zelo pomagali, da je pol na koncu nekako šlo, ampak vseeno se mi zdi, da je bila ta scena še najtežja od vseh. Okay. Vprašanje za Nežo. A se je na snemanju zgodil kdaj kaj nepredvidljivega? A si kaj ušpičila mogoče? V bistvu sem zamudila na snemanje in to prvi dan. Malo je manjkalo, da bi klicali policijo, tako da ja. Recimo, da sem zginila za nekaj časa. Ja, pričakalo me je 74 neodgovorjenih klicev, pa veliko kreganja z mami. Drugače pa tudi na setu, ko sva z Primožem Pirnatom na skrivaj jedla tisto grdo torto, pa je bil Peter malo jezen. Ok, zdaj pa mogoče glede na to vprašanje za Petra, ali pa najprej čestitka, da ste vi in filmska ekipa našli take krasne igralce, kajti po izkušnjah gledanja veliko filmov lahko rečem, da je takih filmov, kjer bi toliko veliko otrok in mladih toliko dobro igrali, res malo. Tako da, kje ste se srečali z njimi? To je bil zelo velik casting in tu je z nami tudi naša dobra Vila, ki je Aplavz, kar ostani, prosim, bravo, res. Ki je nabrala 1700 otrok, jih posnela, z njimi delala in potem sem jaz imel precej lažje delo, jaz sem jih pol 300 videl na posnetkih, pa enih 100 sem jih videl potem še v živo. Okay. In potem je bilo, odločitev je bila težka potem že, ker je bilo dosti nadarjenih, ampak mislim, da smo se prav odločili. Super. Tara, kako izgleda audicija? Nam boš povedala. Audicija je trenutek, ko se zbira igralce. V bistvu ti prideš tja in je tam kakor ena čakalnica in potem pokličejo tvoje ime. A
A kaj pri zdravniku? Ja, nekako tako, ja. okej. In tam vidiš, da so tudi druga dekleta in potem priješ noter in so ponavadi dva ali pa en, mislim, tam, ki te izprašajo, pa ki te posnemajo in v bistvu ti rečejo, kaj moraš narediti, da se moraš predstaviti, kako ti je ime, kaj rada delaš. Potem te še malo poslikajo, vprašajo, kaj znaš in potem ti rečejo, da ti bodo sporočili, če si izbrana ali pa ne. Okay. A si bila kaj nervozna? Ja, to je tak. A je bila to tvoja prva audicija? Ne, sem bila že prej. Okay. Saj vedela si, kako bo izgledalo, Ja. približana, ne? Okay. Špela pa Peter sta skupaj napisala scenarij, torej celotno zgodbo in dialoge. Kako je nastala zgodba o Gajinem svetu? V bistvu smo imela željo napisati eno tako, ustvariti en lik pogumne punce, ki se je zelo hitro izoblikoval, da bo neka taka sodobna Pika Nogavička. Hotela sva v bistvu z njenim likom nekako dati predstaviti zgodbo o pozitivnem pogledu na življenje, da se da vse rešiti, da se splača biti pogumen. In to je bila ena taka, rečemo, neka smer. Ta druga, ki je pa tudi se izpostavila, torej spletne nevarnosti, se nama je pa porodila, ko smo pač pripravljala scenarij in so se tudi veliko časa so posvetila, tako bom rekla, raziskovanju in okolju, v katerem mladi zdaj živijo, in zelo koristen je bil pogovor s pravim inšpektorjem Tonijem Klančnikom, ki nama je predstavil kar precej še bistveno hujših primerov, tako da ta primer v filmu je realen, je pa eden izmed bolj milih. Okay. Kitica, z Nežo sta že malo starejši od ostalih, sta na internetu že dlje časa. A imate kakšen nasvet za tiste, ki šele vstopajo v svet interneta? Ja, meni se zdi, da v bistvu teh spletnih nevarnosti je veliko več, kot na začetku zgleda. Tako da je dobro, da nismo preveč naivni. In mi je tudi všeč, da ta film odpre to temo in da se o tem vedno bolj začne govoriti. Okay. Kaj pa naj naredimo, če naletimo na kaj čudenega? Mogoče, a se je vam že kdaj zgodilo, da ste naleteli na kaj čudenega? V bistvu meni so samo kakšni stari Indijci pisali, če sem iskrena. Pa sem samo blokirala, ker se mi ni dalo ubadati, ker po možnosti niso niti v angleščini pisali. Ok, blokada, vsaj to. Ja, ok, super. Peter bi mogoče še pokomentiral, ja? Zares je zelo pomembna stvar, da takoj, ko se vam začne nekaj dogajati, da takoj poveste nekomu, in obstajajo institucije, ki zelo učinkovito lahko preprečijo to zadevo. Samo pomembno je, da pravočasno rečete. In to imamo seveda, lahko se tudi na nas obrnete, ali pa na safe.si, direktno na policijo ali pa na kogarkoli. In to zelo efektivno se da rešiti. Super. Tako, dragi obiskovalke, obiskovalke, zdaj ste vi na vrsti. Jaz sem prepričana, da imate ogromno vprašanj. Zdaj se moramo samo tako zmeniti. Dvignite roko, počakajte, da pride do mikrofon do vas, da vas lahko še ostali slišijo, in potem seveda vprašajte in naši gostje bojo skušali odgovoriti. Imamo že prvo vprašanje, izvoli. Anže, kako ti je bilo viseti na vrvi v telovadnici? Kako ste to posneli? Bilo je zanimivo, pa tudi naporen, pač kriti gre v glavo, ampak so mi pač skozi dali dol, pa mi pač skrbeli, mi dali vodo pa hrano. En je bil skozi tam, kaj pazil, da je vse pravilno štima, da sem dober gor, da ne bom dol padel. Naslednje vprašanje? Okay. Kako je igrati v filmu? Pač, če ste imeli vsi kakšno tremo ali pa ko ste začeli igrati v filmih? Mislim, prvi dan, ko še nobenega ne poznaš, ja, je trema, ampak vsaj pri tem filmu, ne vem kako je pri drugih, se je hitro odrazila ta povezanost med nami in smo se ful hitro spoprijateljili. Kakšna je pa razlika med igro v gledališču pa igro pred kamero?
V gledališču je edina razlika, da rabiš predstave večkrat ponavljati, sicer tukaj je tudi treba kader ponoviti, ampak ko je posnet, se film vrti znova in znova in ni treba hoditi na sceno in vsakič eno in isto govoriti. Okay. Imamo kakšno vprašanje gor na balkonu mogoče? Ne, tukaj le je eno. Kako je igrati tako v več filmih, pa zgleda, kakor da si slaven? V bistvu, jaz sem prvič igrala v filmu, drugače sem pa tudi bila v nekih kuharskih oddajah pa reklamah. Ampak v bistvu, mislim, lepo je, ko se vidiš na televiziji, pa to, pa ko te pol prijateljice kličejo, da so te videli ali pa kaj takega. Ampak nisi čisto slaven, dokler ne igraš v kakšnih 10 filmih ali pa kaj takega. Še zmeraj moraš v šolo hoditi, a? Potrudili, da jih bo 10. Ja. Tvoj dan se ni kaj dosti spremenil. Ta teden verjetno zelo, ne? Si že ste kot ekipa veliko krajev obiskali. Ja, kar ful, mislim, jaz sem bila prvič v Mariboru. Okay. Čez kakšen mesec boš pa najbrž zaštartala nazaj v šolo. Kje razred si? 9. 9. Na katero šolo pa hodiš? Na Valdorsko šolo. Okay. Super. Kakšno? Še eno vprašanje? A je kdo sestra pa brat? A ja, ne, v resničnem življenju nimamo nič, mislim, pač sam prijatelji smo, no, tako. Pred snemanjem se niste poznali? V bistvu jaz pa Anže hodiva na isto šolo. Ok, kje razred si pa ti, Anže? 7. Okay. A Povej. ste res surfali po internetu, ko ste to snemali? Aha, a ste res uporabljali internet, ko ste snemali? V bistvu je bila skozi ista stran odprta in pa sem pač v bistvu bila ena čez drugo, da se je sam malo videl in pa sem pač sam kliknil, da se je ona čez odprla. Naslednje vprašanje? Ja? Kako ste posneli s tistim nevarnim psom, da jih ni podaril? V bistvu imeli smo zraven od tega psa skrbnico, ki je v bistvu 2 skrbnici. No in te psi niso nevarni, razen če jim ukažeš nekaj na tak način. V bistvu in enkrat se je zgodilo, da ko sva midva kao bežala pred tem psom, da naj jo je v bistvu prehitel, ker pač je v bistvu on je mogel steči do lastnice in tako da ja, smo nekako na tak način posneli. Kakšno vprašanje na balkonu? Ok, tukaj spodaj. Vprašanje še od starejših. Mene pa zanima, kako dolgo ste snemali in koliko je bilo naporno za vse vas mlade, če ste imeli vmes še šolo in podobno. Bom jaz odgovoril, zares je 5 ur na dan je dovoljeno snemati z otroci, mi smo se zelo držali tega in so malo manjkali v šoli, predvsem Tara, ampak seveda smo dobili blagoslov od ravnateljice in Tara je potem tudi vse nadoknadila, vse to, kar je zamudila. Začeli smo pa avgusta, tako da smo 1 mesec smo v bistvu delali med počitnicami, oziroma 2 meseca, ko so bile še vaje pred tem, potem bilo samo, mislim, da več 14 dni v septembru. Bilo še snemanje. A to lansko leto? To je bilo lani poletje. Ja. Koliko snemalnih niste imeli? Mislim, da je bilo 31. Wow, ok. Še eno vprašanje? Ja, jaz imam pa vprašanje za režiserja. Pa me samo zanima, a je vam osebno bilo lažje snemati to Gajen svet ali recimo kakšno serijo, ki ste jo do zdaj posneli? Kaj je lažje snemati, film ali serijo? Približno enako je. Pri seriji je edini problem, da je tam bistveno več snemalnih dni, pa se snema zelo
zelo parcialno. Ene dele snemaš iz enega dela, pol pa iz drugega dela. Tako da tam je koncentracija zelo pomembna, da vemo točno, v katerem občutku to celo zadevo počnemo. Pri filmu pa je mogoče malo lažje, no, bom rekel. Posebej lahko delati, kadar imaš takšno ekipo za sabo, ki je bila res briljantna. Bravo. Peter, potem se ne strinjate z slavnim režiserjem Alfredom Hitchcockom, ki je rekel, nikoli ne posnet filma, kjer je treba delati z otroki in živalmi. Je bilo super. Super je bilo, ampak je res, se pravim, še enkrat, če so to taki igralci, kot so bili v tem filmu in seveda tudi treserka psov Mia Zaharijas, ekstremno profesionalna in vedno to pripravi, da zares to ni muka blazna. Še eno vprašanje. A je težko narediti zaskrbljen obraz, če si takrat vesel? V bistvu ja, je, zaradi tega pol tudi ful ponavljaš ta prizor, ampak ja, no, dokler režiser ne znori, je v redu. Zelo dobro vprašanje. A je bilo pač na začetku vam težko se zapomniti vsa imena? A tako imena v filmu ali v resničnem življenju? Pač oboje. V bistvu ja, jaz včasih Anžeta kar Matic pokličem. A je Tara v resnici res si res igrala saksofon ali si to mogla samo v filmu narediti? Ne, drugače ne igram saksofona, samo v filmu smo se mogli pretvarjati, kakor da ga igram, no. Pač, ja, sem se mogla naučiti par prijemov pa tega, da bo izgledalo bolj realno, tako da ja. Ampak zares tisti, ki si se motila, ti si odigrala. Še kakšno vprašanje? Bi jaz povabila še Katjo iz Felina Films produkcijske hiše, ki je producirala film. Katja ima za vas darila. A je res? Predajam mikrofon še Katji, da bo lahko obiskovalcem par daril razdelila. Živjo, imamo par majčk, pa vrečke z motivom Gajnega sveta. Tako da... Kako bomo, Petra? A bomo kar malo žrebali? Ja, lahko tako eno vrsto in več. No, daj. Številko vrste? 8. vrsta, 1. sedež. Tako naredi, da bo bolj fair, en pove vrsto, drug pa pove, ok. 5. vrsta. 5. sedež. Kdo je? Deveta vrsta? 7. sedež. Ja, 10. vrsta, 5. sedež. Ne vem, 3. balkon desno. Ja, ne vem, kako so številčni. To je tamle gor. Loža, a misliš ložo? Ne, desno ložo? Ja, ok, desna loža. Ja, evo, eden od vas bo prišel, boš ti prišel dol pod nagrado. Okay.
Še druga vrsta. Druga vrsta, 6. sedež. Bom enega modela, ki si to najbolj želi. Tretja vrsta, drugi sedež. Smo. Hvala. Ama kdo še kakšno vprašanje? Okay, ne. Se še kdo kaj spomnil? Ne? Če ne, vas vabim vse v kavarno, kjer bojo naši gostje podpisovali avtograme. A imate letak Gajen svet, ste ga dobili? Če ne, so pa tudi tam v kavarni na mizi, tako da se bomo zdaj skupaj umaknili še v kavarno, pa nadaljujemo druženje tam. Hvala vsem gostom, ki ste prišli in hvala obiskovalcem.